Dobrodošli na Švedskem. Tokrat smo šli gledat tekmovanje v plavanju v zamrznjeni reki. Že zunaj je bilo -18 stopinj, reka pa je imela nekje glih okrog ledišča, ker je sproti zamrzovala. Mi smo ful uživali v gledanju, koliko so pa uživali plavalci, pa presodite sami. Dan se je danes že kar zgodaj začel, malo hitreje smo vstali, ker se ta dogodek že dosti zgodaj začne. Poleg tega pa imamo še do tja kar veliko vožnje. Tako da ja, smo se malo prej spokali, oziroma drugi se še štimajo, jaz sem šla na sprehod s Šnofko. Ni bilo napovedano lepo vreme in trenutno je sončno, ne vem, a se bo pooblačilo še, ampak definitivno je trenutno ful lepo in zelo hladno. Tako da je res prava zimska pravljica in res je užitek v takem zjutraj iti ven, se malo nadihati tega hladnega zraka, pa še Šnof zelo uživa. Pa še sneg zelo škripa pod nogami. Hodva drugače po stezi za motorne sani. To ni neka uradna steza, ampak so pač po gozdu speljane, da se lahko ljudje peljejo, uživajo in ne ovirajo prometa. Ful fajn je, ker je steptan, tako da se ti ne udira, ko hodiš, so pa s takimi rdečimi križi označene povsod te steze. Tako da potem lahko tudi poleti v bistvu hodiš tukaj, ker je nekako čiščen, tako da so v bistvu tudi pol poletne pohodniške poti. Avto je že par ur priklopljen na gretje oziroma greje se motor, hladilna tekočina, da potem lažje vžge. To ob nizkih temperaturah ful pomaga, tako da to kar prakticirava. Imava pa tule tole zastavico, zato ker sem enkrat že pozabila izklopiti in sem potem par kilometrov vlekla za sabo tale kabel. Na srečo je vse ostalo okej, tudi šteker na hiši je ostal cel, ampak ne bi pa tega ponavljala, tako da zdaj imava tole, da naju opozori, preden speljeva. Poleg gretja motorja imamo pa še gretje kabine, tako da tole še izklopimo, pa gremo.
Evo, čeprav smo prišli slabo uro pred začetkom, je že ful velik, že ful poln parking in se že ful dogaja, ljudje se pripravljajo. Drugače pa možnost plavati na 25 ali pa na 50 metrov, ni pa štopanja, no, v bistvu ni point tekmovanja, ampak je point izkušnja. Ampak vseeno, da je malo bolj zanimiv, bojo pa ljudje v take čudne kape bojo imeli, no, na pol neke maske in v bistvu je tekmovanje, kdo bo imel najboljšo to masko oziroma to kapo. Tako da bo neka žirija, ki bo to pol zbirala. Lahko pa te tudi štopajo, če hočeš, ampak ne štopajo pa po defaultu, tako da bo zanimiv, upamo, mi se ful veselimo vsi trije. Tack Britta och lycka till med resten av dina förberedelser. Takole pa zdaj sam bazen pripravljajo, v bistvu so ga pripravljali že par dni nazaj, so ga pripravili, oziroma že kar en dober teden nazaj, no, so odkidali sneg, da je zadeva začela bolj zamrzvati, ker dokler je sneg gor, je zamrzovanje precej počasnejše, tako da bolj, ko je bilo pa 30 cm debeline ledu, so pa mislim, da naredili luknjo, to je bilo kar dela, pa so mogli vsak dan znova takole s temi grabljami, ne vem, če se dobro vidi. Evo jih, tlele jih ima en, malo razbijajo pa z nekimi grabljami tlele ven koščke ledu pobirajo, ker voda je glih malo pod lediščem, čist pod površino ima -0,1 stopinje, kar pomeni, da v bistvu ves čas počasi zamrzuje in se ta led debeli. Tako da če bi to pripravili en teden nazaj pa pustili, bi zdajle bilo kar trdo skočiti na glavo. Tako da kar veliko dela za en tak event, ki traja 3 ure. Evo, zdaj so pa začeli napenjati še vrvi oziroma te bojice, da bojo proge označene, tako da zadeva se bliža začetku. Det är en annan typ av utmaning helt enkelt. Ja. Ner här under dagen och folk inte behöver stå på ysa i onödan. Ner till själva isen så tar man sig ju inte fullt påklädd utan endast iför någon sorts badrock eller någonting så som man då lägger kiosk. Ne vem, če se dobro vidi, ampak kljub temu, da je voda na okoli 0 stopinj ohlajena, se kar kadi malo ven iz nje, ker je zunaj toliko mrzlo. Mogoče se bo s povečavo malo boljše videlo. Ne, še slabše. Res se ne vidi dobro, ampak res se kar precej kadi ven. Saj še vedi so res vajeni tega mrazu pa vsega, pa tudi kar pogosto se kopajo v hladnih vodah, ampak vseeno, da ne bo kdo mislil, da so vse mogočni. Zdajle imajo dva, tukaj enega in tamle enega vroča bazena, tako da se lahko prej in pol se grejejo. Pa tale hišica zadaj, to je pa še savna. Tako da ja, to malo pomaga, da se, mislim, da prej se ne segrevajo, no, ampak potem se grejo pa sem noter segreti. Tako da si malo olajšajo celo izkušnjo. Ganska försiktigt vad gäller huvudbonaderna på den här första, i det här första heatet. Det är kanske en liten fördel där John Morgan Andersson som har valt en något soligare hatt får man väl säga. Ta sig ner i vattnet, lugnt och försiktigt. Och härifrån är det ingen återvändo. Nu är det bara att ta tag i upplevelsen och omfamna det. Sen väntar vi här med en hand på stegen. Och den sista signalen som går där och de är iväg. Och nu gäller det att ta kontroll på andningen. Det är ju valfri simstil här. Och vem som njuter mest. Får se vad de säger när de kommer upp. Tycker man ändå kunna se. Imajo pa takole dober sistem, da dajo noter v tele zaboje, ko se slečejo, dajo plavalci not oblačila in pol jim te organizatorji to prenesejo na drugo stran. Tako da, ko pridejo na drugo stran, imajo že takoj topla oblačila oziroma približno topla oblačila pripravljena, da čim manj časa zmrzujejo in se lahko čim hitreje oblečejo in se grejejo. Takole jim pripravijo na izteku na koncu. Stefan Stålberg och Margareta Willman. Samtidigt som och
lite fint här i mössor och hattar. Evo, lokalni obiskovalci so pa takole prišli s snežnimi sanmi Trevligt. po zaledeneli Ja, reki. där har vi alltså en basset. Bra jobbat idag. Boljš kot mi, ker smo se z avtom furali 100 let. Fint, något fint simmat där utav Karina. Ingen anledning att hetsa upp sig. Tale fant je povedal, da si je pred parimi dnevi poškodoval roko in zdravniki so mu seveda rekli, da si nekaj časa ne sme zmočiti rane, ampak njemu to ni bilo preveč všeč, zato ker se je tekmovanja že 4-krat udeležil in seveda 5. leto ni hotel prekiniti te tradicije, tako da je potem začel razmišljati, kako bi našel neko rešitev. Sred zime je imel kar težavo najti ta šlauf, ampak mu je nekako uspel in nekako ga tudi ni mogel sprobati, ali bo to delovalo ali ne. Ampak na koncu je deloval, preplaval celih 25 metrov in bil zelo zadovoljen. Speciellt för det här tillfället. Här får de signalen om Shrua som sitter uppe på hatten och metar. Ja, det går ju undan. Väldigt mycket hår och jag står här och funderar på om man törs kommentera. På isen går det. So pa takole zraven tudi skozi zdravniki, za primer, če je bila kakšna, če bi komu slabo ratalo ali pa bi se res podhladil ali pa karkoli. Je pa zanimivo, da imajo to osebje, zdravniki in vsi večinoma, ki stojijo na mestu, takole stojijo na stiroporastih ploščah, da jih malo manj v noge zebe, ker je pri -15 res na ledu zelo hitro, ne glede na to, kakšne imaš čevlje, zelo hitro začne v prste zebsti. Fråga vad det är för stickning hon har på gång. Vad ska det bli? Noa där om jag hörde rätt. Så småningom då, när det ska stickas vidare på den där. Du har jobbat hela året So för pa den här. teli džakuzi oziroma te tople kopeli na drva, tako da ni nič na elektriko zdaj tlele ta gospod nalaga. Vsake toliko more kar dobro naložiti, da vzdržuje tako količino vode na prijetno temperaturo. Och i hit 15 här ska vi titta på bana 1. Tole zgleda pa že skoraj kaj ena naša veselica. Mogoče bi se lahko s tem že kaj po naše zmenil. Och den medaljen fick Luri att hänga om halsen över den. Klart, William, bra jobbat. Tackar. Hur känns det här? Ska hon leva ut i 100:e år? Ett fyrfaldigt leve. Hon lever. Ja, är definitivt. Men nu tittar vi på Evo, čakamo pisk še za zadnjo rundo v 25-metrski kategoriji. Evo, in grejo. Tale ima kar zanimivo kapo oziroma iz nekih vejc in nekega zelenja narejeno. Svänger och har sig här i vibration. På startplats har vi nu Fredrik Holmqvist på bana 1 från Katrina. Mi trije smo ful uživali danes na tem dogodku, res je bilo zabavno, veliko plavalcev je bilo in veliko se dogajalo. Teh na 25 metrov je bilo 125, zdaj pa še ena kategorija, ki je na 50 metrov. Mi smo ful hoteli počakati do konca, do razglasitve, ker nas zanima, kdo bo imel najboljšo kapo, ampak je premrzlo, že smo že 2 uri tukaj stali in zdaj smo šli v avto se pogreti, ker nas res že zebe. Ja, vse nismo edini. Parkirišče se v tem času že kar dobro spraznilo. Veliko ljudi je samo malo prišlo pogledat, tako da po mojem bo res najbolj hrabri ostali do konca. Nas pa tudi malo zanima, kaj bodo te, ki bodo na 50 metrov plavali. So to neki ljudje, ki so ful dobri plavalci, ali so samo neki ljudje, ki se še malo bolj radi mučijo kakor oni na 25, tako da to nas res zanima. Jih je bilo pa zanimivo gledati in poslušati, ker so velikih intervjujali vmes oziroma vprašali, kako se kaj počutijo. In velikim se sploh ni mudilo v savno oziroma v topel bazen, so kar lepo tam stali in rekli, da so itak vajeni, zato ker trenirajo večkrat na teden ali pa celo vsak dan. Tako da ja, te Švedi so res kar tough ljudje. Ja, nam še veliko manjka do te stopnje, tako da se gremo zdaj v eno kavarno na tortico pogret, pa domov pred topo kamin.
Ful hvala vsem, ki ste gledali ta video in da ste res prišli do konca. Zelo vabljeni, da se nam pridružite tudi na Patreonu, tako nekako podprete naše delo, da sploh snemava, pa tudi Šnofka dobi kakšen priboljšek več. Na Patreonu so sicer vlogi objavljeni precej prej, vsaj par dni prej, tudi en teden prej. Poleg tega objavlja tudi več updateov, razne slike, včasih tudi videe, tako da lahko ves čas spremljate v bistvu, kaj se nam dogaja. Vlogi pa potem kasneje pridejo tudi na YouTube, tako da hvala tudi vsem, ki nas tukaj spremljate. Posebej hvala pa tistim, ki pustite tudi kakšen všeček ali pa komentar.